Projekt Osebni zvočni prostor, ki ga v angleščini imenujem Personal Space Data Collection Volume 1, je bil inspiriran iz teorije o proksemiki, o kateri je pisal na primer Edward T. Hall. Proksemika označuje gibanje ljudi in njihov položaj v prostoru. Prostor je razdeljen na intimni in osebni ter socialni in javni prostor. Intimni prostor je tisti, v katerega spustimo sebe bližnje ljudi. To so otroci in starši, največkrat pa partnerji. Prijatelji, s katerimi si delimo močno vez in se objamemo, sedimo tesno skupaj, se ob snidanju poljubimo na lica, sodijo v osebni prostor. Socialni in javni prostor ne dopuščata možnosti dotika in sta predvsem prostora za bolj ali manj tuje ljudi. In ravno to zavedanje o pravici do svojega osebnega prostora me je inspiriralo za razvoj projekta Osebni zvočni prostor, sploh zdaj, ko se v zadnjem času veliko govori o pravici do zbiranja in uporabe različnih podatkov. Vsi vemo, da je bil pred kratkim sprejet zakon GDPR, General Data Protection Regulation, oziroma splošna uredba EU o varstvu podatkov. Premalo pa smo seznanjeni s tem, kaj to dejansko pomeni. Med razmišljanjem o tem novem zakonu se mi je na primer zgodilo to, da sem bila v svojem ateljeju pri odprtem oknu, pred oknom pa je bila gruča ljudi, ki je na glas govorila. Ravno sem prebirala zakon o tem, ali lahko izvajamo video in audio nadzor na privatni posesti, ko sem ugotovila, da pravzaprav njihov zvok od zunaj nekako vdira v moj osebni intimni prostor in nikakor ne moram nehati poslušati, kaj se pogovarjajo. Pomislila sem, a torej ta zvok lahko posnamem? S pravnico sem pregledala zakone in uredbe glede tega področja in ugotovila, da me zakon pri tem zelo omejuje. Ugotovila sem, da imajo na tem področju javne stavbe v resnici več pravic kot posameznik. Na primer, ko gremo v trgovino, nas snemajo videokamere, na vhodnih vratih pa je običajno nalepljena majhna nalepka, ki jo večina spregleda in nas opozarja, da smo pod videom nadzorom. Če ima stavba lahko takšno pravico, zakaj ne bi moral imeti tudi posameznik? Odločila sem se, da si bom jaz vzela to pravico in se obnašala podobno kot javne stavbe. Nase sem pripela 2 mikrofona, ki sem jo nosila kot uhana. Mikrofona sta bila jasno vidna, tako da ni šlo za prikrito snemanje, poleg tega pa sem na snemanje opozarjala tudi z napisom, ki je enak kot na javnih stavbah, in svetlobnim znakom, na katerem je pisalo, da poteka snemanje. Mikrofona na mojih ušesih sta tako snemala moj osebni zvočni prostor in lovila vse zvoke, ki so vdirali k meni. Šlo je za performance oziroma eksperiment, kateri se je najprej zdel samo zanimiv, a več kot je bilo teh situacij, bolj sem se začela zavedati svojega osebnega prostora, hkrati pa se je name odzivala tudi javnost, saj jih je napis popolnoma zmedel in drugače so se obnašali v moji bližini. Zanimivo, kaj ne? V trgovinah in na ulicah nas ves čas snemajo, pa se ne zmenimo prav veliko za to. Ko pa pride posameznik in opozori na snemanje, pa se naša aktivnost spremeni. Nabiranje arhiva mojega osebnega zvočnega prostora se tako nadaljuje in ko bo nabrana celotna zbirka, bo kolekcija na voljo javnosti, da se na enkratnem performansu z njo poigra in ustvari različne zvočne kompozicije. Na koncu dogodka pa bodo vsi zbrani zvočni zapisi zavedno zapečateni v duhu regulacije zakona o osebnih podatkih. To bo preprečilo kakršnokoli nadaljnjo zlorabo osebnih podatkov, ki so se morda ujeli v zvočni zapis. Projekt Osebni zvočni prostor se tako dotika 2 pomembnih vprašanj, o tem, kakšne so naše pravice znotraj tako imenovanega osebnega prostora in kakšne pravice, dolžnosti in odgovornosti imamo glede varovanja osebnih podatkov. Javnost bo imela na zaključnem performansu enkratno priložnost, da se poigra z mojim osebnim zvočnim prostorom in poetično obdela osebne podatke. Nato pa bojo ti podatki zavedno zapečateni.